Ob obnovi našega Trga revolucije in seveda tudi novi zasaditvi, obnovi tudi našega Batičevega spomenika, se je pokazala tudi možnost, da kupolo, ki je na robu preživetja, če lahko tako rečem, naša kupola ali po trbovsko pomaranča, ki je nekakšen landmark v Trbovljah in je eden izmed redkih arhitekturnih spomenikov slovenskega socialističnega modernizma, tudi prisotna na stalni razstavi v New Yorku, v MoMI, v Svetovnem muzeju arhitekture. Se pravim, se nekako iznedrila možnost, da mi to kupolo pridobimo, da jo obnovimo in da jo seveda prenamenimo. Tako da sedaj je končno ustavljena rušitev, se pravi totalna devastacija tega objekta, in sedaj čakamo na še projektno dokumentacijo, ki bo omogočila, da gremo s sedanjim lastnikom tega objekta v kakršenkoli dogovor o prodaji, zamenjavi, najemu, kakorkoli dolgoročnem tega objekta, in potem za njega tudi že pripravljamo nove vsebine. Jaz o novih vsebinah ne bi govoril, ker jih je kar nekaj in ne vemo, kam bo smer nas zapeljala. Vsekakor bo pa to objekt, ki bo namenjen celotni populaciji, celotnemu občestvu, če lahko tako rečem, občine Trbovlje. Tako da lahko pričakujemo, da nam obnovljena kupola služi še nadaljnja desetletja. Tako s tem projektom se bo tudi nekako zaokrožilo vse tisto, kar smo mislili postoriti na novem Trgu revolucije. Seveda nam ostane še ta nesrečna zgradba Tuša, tudi tu potekajo pogovori. Če nam še to uspe, se potem ta prostor v središču mesta res odpre navzgor in navzdol po dolini in Trbovlje končno dobi tisto, kar že dolga desetletja čaka, eno pravo središče mesta.